Jaz sem tako vesel, da si danes prišla pa v moj studio. Hvala lepa, David. Ja, enako. Zdaj že snemamo, že kar nekaj cajta snemamo, ne? A res? Ja. To že kar snemamo. Zdaj že snemamo, Upam, da zmontiral, kaj sva kar lej, ne rabimo montirati. Vse sva in, ne? Ja, vse sva in, ja. Vse sva naravna, kava sva spila. To je Ja, to. tudi jaz vesela, da sem prišla v tvoje Jezik se je razvezal. Ja, da sem v tvojem kraljestvu in je zelo lepo. Ja. In se pravi, se zanč počutim pri tebi, domače. danes klele. Res hvala, da si prišla. Zdaj pa, Z veseljem. kaj je najina naloga danes? 2 dni pred novim letom, oziroma en dan pred novim letom. Mogoče eno sporočilo skovati. Ja, jaz sem v bistvu vesela, da sem zdaj pred novoletno prišla k tebi, David. Ker sva, tako kot sem videla v tvojem zapisu, da si napisal, da si tako je, težko sem bližje. kategorni sanjač. Ja. In ta beseda me zelo všeč. Ne? Tudi jaz sem težko kategorna, že beseda je taka posebna, sanjačica, tako da se pridržujem, ne? In da sanjamo seveda tudi naprej. Sporočilce, ne? Ja, sem veliko razmišljala, pa nič kaj dosti preveč razmišljala, dobila sem samo informacijo. Kot prvo, počitek. Želim vsem nam, ne, velik počitek, veliko zimskega spanja. To je ena taka preprosta beseda, ampak večkrat pozabljena, da se spočijemo, da nafilamo baterije. Si bo rekel, kaj pa govoriš, ne? Ampak to je res, gremo nazaj, 1 + 1 je 2, ne? To je danes zlato, ne? Človek, da se spočije, umiri misli, duha, da najde stik s samim seboj, da se povežemo, dobro naspimo. Počitek, narava, tudi narava spi, ne pozabimo. Narava, počivanje, zimsko spanje še enkrat. Potem drugo, informacija tišine, ne. Tišina je vrednota, tišina so naši biseri. Tišina, umirimo misli, prevečkrat imamo razpršene misli, preveč je umskih smeti v glavi, balasta, trača, neumnosti, nekega small talka, da rečem, res tišina je vrednota. Ne pozabimo, vadimo tišino, mogoče uro na dan. Tišina je zlato. Rečejo, silence is golden, ne? Ja, silence is golden. In to je res pomembno sporočilo tišine. Potem pospravljanje. Zopet pospravimo glavo, da nimamo umskega plavela, smeti. 1/4 v možganih naj bo vedno prosta za nove izzive, za nove projekte, ampak tisto 1/4 je treba vzdrževati. Prazni del je pomemben, praznina je nič, nikoli ne veš, kaj se bo tam naložilo, ko bo potrebno, če bo nekaj dobro zate, ta praznina. In pa pospravljanje tudi fizično. Predali. Mogoče po novem letu vsak dan pospravimo en predal. Zmečimo, kot že vedno ponavljam, staro kramo stran. Podarimo naprej. Ja. Naj se zaokrožijo stvari. To pospravljanje glave in predalov, jaz rečem, polžek v možganih gre naprej in se zavrti nazaj. Ne? 0 je zelo pomembna. Za leto 2025 je sporočilo predvsem pozitivna 0. Ne? Projekti ja in ne. Lahko bi rekla projekt biti nič. Biti nič pomeni biti priseben, razsoden in pa preudaren. Preudarnost je, kaj mislim in s kom razmišljam, iti v neko informacijo. Ne padati spet na vse projekte, na vse bombone, manj je več. 2025 je tišina in mir. Se pravi, spomnimo se osnovnih vrednot in pa preprostosti. Tako da velikokrat mogoče bom razočarala ljudi, ko bom rekla nič novega, ne. Ampak Že skoraj malo provokativna, ne? Ja, težim k niču, ne. V Ja. 2025 težim k pozitivni 0, ker balasta se je nabralo za 5 do 10 let in sedaj se moramo spomniti spet na to izvorno energijo preprostosti in prvinskosti, ne. Projekti seveda za ljudi, ki imajo namen, da se razvijajo, absolutno ja, gremo vsi naprej. Samo vedno en dan projekt, drug dan počitek. Projekt, počitek. Se pravi,
ponedeljek akcija, torek počitek. Ne? Spet za nekoga izzivalno, ne? Bo rekel šef, kaj pa Diana govori, ne? Kdo bo podelal, ne? Velikokrat se lahko dela na drug način. Poslušanje tudi, predvsem ljudje so pozabili, kaj pomeni poslušati, ne? In biti slišan. Dejansko zadnje čase ljudje, to, kar že omenjam, kot neki kinder jajčki, kot neke lupine, govorijo brez glavo, tračanje. Tega v 2025 izločimo vse nebuloze, vse nepravilnosti, vse napake v glavah. Se pravi, se spet detoksificiramo, se pravi, se popravijo tudi možganske, jaz rečem temu, operacije z zlato nitko. Po noči od polnoči do 4 zjutraj se delajo informacije z zlato nitko, se pravi, vodniki nas operirajo in nam pozdravijo nek miselni tok. Predvsem. Ampak za vse to rabiš priklicati v svoj vsak dan več tišine. Tako je, spet smo na tišini. Več mirovanja, ne? Mirovanje. Tudi fizičnega mirovanja na koncu. Bravo, David. Pomemben je šport, ampak pomembna je regeneracija. Letos spet ne stremimo k velikim dosežkom, presežkom. Šport, počitek. Nula je izvornost. Mi smo čisto kontroverzni zdaj. Zelo bova izvala. Na vsakem vogalu srečaš nagovarjanja k novemu projektu, k še več, k še boljš, k še hitrejšem. Ne? In to je izziv meni in izziv drugim, da ustavimo miselni hitri tok in projekte. In spet pogledamo človeku v oči in se pogovorimo, ga poslušamo, si prisluhnemo. In rečeš, kaj boš pa ti danes delal? In reče drugi, nič posebnega. Zelo enostaven stavek, ampak vadimo, nič, danes bom len, še celo zazehal bom, zaspan sem. In ko si zaspan, se delajo hormoni. In ko se delajo hormoni, se dela regeneracija in to je dobro za zdravje in za počitek. Tako da ja, 2025, mogoče izzivalna tema ničenosti. Odlično. Mogoče tudi detoks, ne? Spet detoks od televizije, od računalnikov, od tehnike. Budimo zvesti programom, ki so nam dragi, absolutno. Poglejmo, razvijemo se. Ampak informacije nas bodo itak dosegle. Prave, tiste, ki so dobri za nas, ali preko ljudi, ali preko različnih informacij. Tako da detoks tudi... Ja, to si dobro rekla. Tehnike. Ta prave informacije vedno pridejo do nas. Jaz recimo nimam TV-ja, pa še radio redko poslušam, ampak tiste neke odmevne zadeve, tektonske, kakorkoli. Tektonski premiki. Pa vedno pridejo do mene. Vedno pridejo. Zelo hitro. Mogoče čisto da ni te bojazni, ne? Bravo, David, bojazni ni. Jaz vedno dobim prave informacije, pa tudi, če ne hodim po 1000 kofetih, rečem, ampak vedno pride prava stvar, ki jo jaz rabim ali pa jo izrazim v tistem času, tako da ni potrebno pretiravati z gledanjem raznih telenovel in ostalega balasta, ampak seveda non-stop mentalni počitek, mentalno uravnavanje miselnega toka. Miselni tok je pomemben, kajti kaj veš, v letu 2045 se bomo pogovarjali samo še preko telepatije in misli. Zato dresirajmo možgane, da bojo zdravi, da bomo dejansko v tem obdobju programirani na mental. Uporabila bi še to imeno, vsi pripadamo, svetlobi, ljubezni, ne? Ki je pa seveda univerzalna, ne? Ampak samo spomniti se je treba, ne? Da imamo to ljubezen do ljudi, do dejansko vsega živega. Ta izvornost imamo v sebi, samo aktivirati jo je treba, ne? Svetlobo, ljubezen, poslanstvo. Jaz pa vedno pravim, da imajmo pa jekleno voljo, ne? Jeklena volja in pa odprta srca do ljudi, to je pa največ, ne? Brez te volje
moči, notranje moči, ne notranje moč. Spet imejmo počitek, da imamo notranjo moč, da se potem... Ja. Sprav, da napneš mišico notranje moči preko počitka, umirjanja, umikanja od džumbusa. Jaz poznam veliko ljudi, ki imajo jekleno voljo, ampak miselni tok je pomemben. Ne? Govorimo o misli. Spočiti, nafilati baterije, da se lahko aktiviramo. Ne? In potem, ko je prav, ko je čas, aktiviram in podajem pravo ljubezen in pa svetlobo. Zaradi te aktivacije, vse to je univerzalna aktivacija, ne? Samo mi smo to pozabili. Ne? Zdaj pa z nulo zopet obudimo. Ne? Tako da ja, preprostost, prvinskost, preudarnost, poštenost. Preudarnost, zdaj, če smo omenila projekte, velika preudarnost pri odločanju o tem, katerega projekta se bomo lotili. Ja, preudarnost lahko začnemo kar z januarjem. Ne? Vedno bojo neki projekti, ljudje imajo na koledarjih že za celo leto naprej, oziroma že za 5 let, projekt za leto 2045, karkoli. In potem si rečeš, kje si še ti, kje sem šele jaz? Ne? Jaz sem pač nekdo je Leni Povš, ne? Nekdo je pa že informacija, ki je že daleč. Nič ni narobe, vse je prav. Nula bo veliko ljudi zmotila, pa bojo rekli, ti si len. Ampak na koncu te bo glih ta lenuh reševal, ne? Ker je priseben. Ne? To ne pomeni, da nisi aktiviran, da si prisoten, ampak dejansko prisebnost v možganih. Ne? Vedeti, kaj povedati, reči velikokrat beseda ne. S tabo ne sodelujem, s tabo ne bom delal, ne? Jaz to ne rabim, ne? Tudi v shopping centrih, ne? Tega je preveč. Kaj pa tisti občutek krivde? Ki je že tako tovarniško nastavljen v nas. Ja, imamo veliko tovarniških napak, ne? To so tovarniške napake. Kaj pa, če se bom temu zameril? Ne? Ja. Nič hudega, imaš sebe. Ne? To ne pomeni, da si narcis, da rečeš, kaj pa govori. Ampak tisti, ki ima zvestobo do sebe, bo dejansko pomagal tudi drugim. Ne je več. Ne? In seveda se bomo združevali v, kot vedno govorim, jagodni zbor pravih ljudi, ko te bo poklical o polnoči, pa veš, da če bo žuta minuta, boš pomagal. Ne? Drugače pa ja, ne je več. In projekti samo za izbranci. Ne je več, to bi lahko bil nov citat skoraj. Ne je več, ker jaz ne vidim več, da ljudje se bojo prikurili, hodili bo k zdravniku, izgorelost, ne? Da govoriva o sama izgorelost je na vrhu. Ne? Zakaj? Ker je potrebno reči ne, dovolj je. Ne? In pa seveda stran balast, neumnosti, miselni tok naj bo lahek, lahkoten, bodimo kot žuboreč potoček. Ne? Vedno rečem, sreča, radost in veselje, to smo pozabili, ker je preveč preokupiranosti, preveč miselnega, mentalne nesnage. In kako bo človek srečen, radosten in vesel? Včasih so bile zabave, fešte, da rečem, novoletne žurke. Sedaj pa kaj? Za novo leto vsi ležimo in smo prekurjeni, ker počivamo za nove projekte. In rečemo, sem bolan, zdaj sem bolan, da bom lahko spet delal. Ne? Spet kontradiktorno. Ne? Imamo še nekaj vitalne energije, zato da se podružimo in da sodelujemo z ljudmi, ki so nam dragi. Ne pa seveda odreči velikim vampirjem. Ne? Vampiri vedno čakajo kot bogomolke. Ne zelene, ampak črne bogomolke, ne? Ki prežijo na nas in hočejo še eno stvar boš naredila za mene. Tlaka je pač končana, ne? In zbiramo bitke. Ne? Zdaj sem se spomnil, 7 mesecev nazaj smo posnela tisti prvi intervju. Ja. In si omenila noter, kako pol te v navednicah leni ljudje, pa ti ljudje, ki ne rečejo tako naredijo kakšno stvar po svoje, ali pa jo sploh ne naredijo, koliko nam grejo na živce, ampak po drugi strani nas pa učijo te ljudje, ne? Seveda, niso padli še v ta... Da ne rabiš takoj skočiti, pa neki... Ja, ljudje so pridni kot pravljice, naučeni so, ne? To je tlaka, ne? Tlaka Slovencev je, seveda, hlapci in pepelke, Zdaj pa to ne pomeni, da smo mi na dvoru kralji, kraljice, da rečemo ne, ampak zvesti sebi, zvesti jazu in reči, s tem bom sodeloval, ker se jaz ob tem zabavam.
Zelo pomembno je, da imaš tudi ti nekaj od tega, ne finančno, ampak srčno, ne? Ker odpirajo se srca, preveč je bilo mentala. In v mentalu ni sreče, v mentalu so projekti in tako kot pravim, umske smeti spucajmo, da bomo odprli srca. Zelo veliko src je zaklenjenih, ljudje imajo srčno čakro zaprto, treba se odpirati, treba odklepati srca, da se v bistvu veselimo in da smo radostni. Ne? Radost je neka neznanka. Ne? Vedno rečeš, koliko si pa projektov na letu, v letu 2000 whatever. Ne? Zdaj pa rečeš, ja, koliko ljudi si v sreču sebe. A ne? Sreča je potencial. Ne? Da se seveda lahko delajo spet novi projekti, saj zato smo ustvarjeni, da gradimo. Ampak gradimo tudi odnose. Ne? Mostove med ljudmi, ne? Tako kot sva midva zdaj nek most vzpostavlja, ne? Da delujemo naprej. Ne? V praktičnem smislu, kaj bi to pomenilo v vsakdanu? Najti ali pa izklesati en miren moment ali pa se izolirati. Kako to izgleda? Se pravi, ne vklopati telefona, verjetno zjutraj ta prva stvar, ko vstaneš. Ja, jaz imam to vedno na preizkušnji. Vsako jutro imam na preizkušnji, ker zbrni telefon in je non-stop. Ampak si rečem, ne, najprej bom spila kavo, ne. Najprej bom spila kavo, David, ne. In me ne bo potegnilo v ta telefon, ne. In bom nedosegljiva, ne. Se pravi, naredim si čakalno dobo, ne. Do 12, ne. In potem se aktiviram. Prisluhnem vodnikom, kdaj je pomembno in takrat zrealiziram stvari, mogoče v pol ure naredim veliko. Potem pa 3 ure odklopa. Ne? Jaz vedno jadram po svojih poteh drugače. Ne? Ko si rečejo, kaj pa delaš, lahko sem aktivirano odklopljena in pa odklopljeno aktivirana. Ne? To so pač ta posebna stanja, jaz rečem, kot že skozi omenjam 5. dimenzije. Ne? V 5. dimenziji je drugače. Ne? Si malo odklopljen, potem se pa spet priklopiš. In to gre naprej. Ta tok je pri meni malo drugačen. No. Pa mislim, da že veliko ljudi tako deluje. No. Tako da tle ni bojazni za nič takega. No. Pa ja, odklopim televizijo, velikokrat spet, kot sva rekla v prejšnji oddaji, slušalke, v gozd, objema drevesa, spet tišina, mir. In pa ja, počitek. In v počitku pride misel, ko pride misel, jo zapišeš, ne. Velikokrat imam kar kemik sabo, listek, vedno se nekaj zgodi, ne. Ali pa mi pride na misel, ne. Že velikokrat se zdaj že pogovarjamo, se prijatelji, pohicamo telepatsko, ne. Ker rečeš, sem te pa priklicala v misli, ne. In to je že ta čistost, da rečemo, jasnost, ne. V jasnost reče, si pa pomislil name, jaz nate, ne. In to že deluje, telepatija, ne? Ker imamo že kar res ljudi, ki se pogovarjamo med seboj. Ne? Tako, kot sem rekla prej, kaj veš, kaj bo leta 2045, mogoče bomo že vsi poleteli. Ne? Ampak ja, vsak ima pa svoj unikaten način. Ne? Želim pa ljudem, da se res ne prekurijo. To je bistvo. Odlično. Tako da Odlično. Zaključiva, mislim, da kar z enim takim preprostim zavedanjem miru. Tišine. Pokažva že s prispevkom, da manj je več. Manj je več in še enkrat to enostavnost. Ne bo 1 urna oddaja, ampak bo, ne vem, 20 minut. Ne? Želim vsem ljudem, da najdejo sebe, najdejo svoj mir in da ni takrat samo, da zbolijo, ko so prekurjeni, ampak da sproti počivajo. Počitek in novi projekti za izbranci, vse te doseže kot čas. In vsi imamo v sebi to odprto srce, da delujemo takrat, ko čutimo. S tem človekom pa z ljubeznijo sodelujem in vem, da bo obrodilo sadove. Ne? Z drugo informacijo najdejo svoje. Ne? Tako da ja, 2025 bo pozitivna 0, lahko rečeva. Ne? In ne padajmo na nove bombone. In pospravimo predale v glavah, in v stanovanjih. Vesela za vse, tako da imajmo odprta srca in pa jekleno voljo do življenja. Diana, najlepša hvala za hvala tebi, David. Za tole sporočilo. Smo navezani. Smo naprej povezani, seveda. Hvala, David, tebi. Lepo se majte. Enako, srečno. Ja, čau. Srečno.